Začenjam z skupščino Nogometne zveze Slovenije. 17 in 12 predlagani dnevni red in pa verifikacijska komisija, predlagatelj zapisnika in pa zapisnikarica so potrdili, da je delo na Nogometni zvezi Slovenije teklo normalno naprej, vse do današnjega dne, ko boste, spoštovani delegati, odločali in izvolili novo vodstvo Nogometne zveze Slovenije za naslednja 4 leta. Moje ime je Michael Van Praag, sem član izvršnega odbora UEFA in predsednik Nizozemske nogometne zveze. Me zaprosim, da pridem na današnjo skupščino in da s tem počastim in dam pozornost članom Nogometne zveze Slovenije, članom izvršnega odbora, delegatom na skupščini Nogometne zveze in kolikor pripomb ni, prosim, če lahko z dvigom zelenega kartončka potrdite sprejem zapisnika. Kdor je za, ne prosim dvigne zeleni kartonček. Desno 9, levo 17. 3 niso prisotni na glasovanju. Jaz z tem programom nisem zadovoljen, kar pa ne pomeni, če boste izvoljeni, da vas MNZ Celje ne bo podpirala. Na ta način bi pokazal, da smo legalni, vendar da po času pred volitvami tudi zmoremo in znamo postaviti vprašanja, imam jih še 10, vendar za to ni časa v tem trenutku. Bojim pa se, da nogometna organizacija bo še vedno temeljila na improvizaciji, dobrem delu posameznikov, uspešnem delu, recimo v tem trenutku najboljšega produkta reprezentance Nogometne zveze Slovenije in da ne bomo dosegli tistega, kar bi lahko. Volilna komisija je pravila svoje delo in je prišla in pregledala dane glasovnice, ugotovila, da je bilo na volitvah za predsednika Nogometne zveze Slovenije oddanih 29 glasovnic, od katerih je bilo veljavnih 24 ter neveljavnih 5. Za predsednika NSS Aleksandra Čeferin je prejel 24 veljavnih glasov. Volilna komisija NSS je preštela in pregledala oddane glasovnice in ugotovila, da je bilo na volitvah za podpredsednika NSS oddanih 29 glasovnic, od katerih je bilo veljavnih 29 ter neveljavnih. Volilna komisija ugotavlja, da so 3 kandidati za podpredsednika NSS, Danilo Kacjan, Franc Kopatin in Rudolf Turk, prejeli enako najvišje število glasov za predstavljeno mesto podpredsednika NSS. V skladu z 21. členom pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika NSS in podpredsednika NSS bo volilna komisija izvedla drugi krog volitev za podpredsednika. Komisija je preštela in pregledala oddane glasovnice in ugotovila, da je bilo pri ponovnem glasovanju za podpredsednika NSS oddanih 29 glasovnic, od katerih je bilo veljavnih 29 glasovnic, se je ugotavlja, da je kandidat Aleksandar Čeferin prejel več kot polovico veljavnih glasovnic. Tisti, ki imajo pravico glasovati in je v skladu s statutom NSS ter 20. členom pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika NSS in podpredsednikov NSS izvoljen za predsednika NSS. Volilna komisija NSS ugotavlja, da so naslednji kandidati Radenko Mijatović, Stanislav Oražen in Stanko Glažar v prvem krogu volitev za podpredsednika NSS in Franc Kopatin v drugem krogu volitev za podpredsednika NSS prejeli največje število veljavnih glasov in so v skladu s statutom NSS ter 21. členom pravilnika o volitvah in razrešitvah predsednika NSS in podpredsednikov NSS izvoljeni za podpredsednike NSS. Iskreno zahvaljujem za podporo, ki ni meni samo v čast, ampak je hkrati tudi velika obveznost za moje delo v prihodnje. Slovenci se pogosto delimo na nekih imaginarnih kriterijih in jaz iskreno želim, da bi bilo tega v nogometu čim manj. Ker smo kljub temu, da smo majhna država, na mnogih področjih, tudi na nogometnem dosegli. Težko bi govoril o prvi konkretni nalogi, ampak najprej se bom usedel z gospodom Alešem Zavrlom vsaj za 8, 10, 12 ur, da razčistva en kup stvari
Jaz tukaj računam na njegovo dragoceno pomoč. Potem bom pa lahko Nogometna zveza neposredno pri financiranju klubov na podlagi teh predpisov, ki so zdaj, ne more nič narediti. Lahko pa pomaga pri tem, da bi se morda lahko v prihodnosti reklamirale športne stave, kot se lahko povsod, samo pri nas ne, oziroma v večini držav. In na tak način bi lahko posredno veliko sredstev, denarnih sredstev, Nogometna zveza, tako kot vsaka druga zveza ali pa vsaka gospodarska družba potrebuje čim več sredstev za svoje funkcioniranje. Jaz bom absolutno naredil vse, da uporabim pač svoj vpliv in poskušam prepričati sponzorje, da bi podprli Nogometno zvezo Slovenije.